vsem skupaj. Iskreno dobrodošli, da ste tudi znali našemu mobilu. No, danes je potekla konstruktivna seja izvršilnega odbora. Medtem je zdaj tudi stranka popolnoma konstituirana. Na predlog predsednika, se pravi, na moj predlog je dodanih 7 članov v skladu z statutom, tako da stranka normalno lahko funkcionira. Res pa je, da smo seveda v tem za stranko izredno dinamičnem letu 2014, ko smo nekako šli skozi ene volitve parlamentarne, kjer se nam je malce zalomilo. Prej seveda bili izredno uspešni na evropskih volitvah in dobili evropskega poslanca, pa se nekako vrnili z lokalnimi volitvami, smo stranka z največ župani in pa z lepim številom mestnih in pa občinskih svetnikov, podžupan in tako naprej. Predvsem, kar želimo povedati ob koncu leta, je, da v stranki razmišljamo odgovorno o prihodnosti Slovenije. Tako pripravljamo nabor ukrepov, s katerimi želimo vladi pokazati pot za izhod iz krize. Te ukrepe bomo predstavili takoj po novem letu. Z nami sodeluje ekipa uglednih strokovnjakov iz različnih področij. Prepričani pa smo, da se nekako Slovenija nahaja v enem začaranem krogu, nekako ne vidimo tistih pravih rešitev, ki bi zagotovili seveda konkurenčno gospodarstvo, vzpostavili oziroma pridelali to dodano vrednost, ki je nujna, s tem posledično odpiranje novih delovnih mest. Čutimo nekako, da je v gospodarstvu tudi v krču glede prebirokratiziranosti določenih postopkov. Govorimo o tem, da je naša država tudi prenormirana. To pomeni, da smo v podzakonske predpise upisali veliko neumnosti, po domače povedano, če se sam spomnite, recimo primera dovoljenja varnostnega inšpektorja, če lahko zamenjaš recimo žarnico ali kaj podobnega, če samo od enega od teh primerov naštejemo, ali pa ko govorimo o birokratizaciji, zadnji primer, ki je izredno tudi v javnosti znan, rute harmonike, ko se zadeva šla v Avstrijo, zato ko mi nismo sposobni na primeren način reagirati. Skratka, če povzamem, z ukrepi te gospodarske politike, z izdelanimi ukrepi bomo seznanili javnost in predlagali vladi, da resno razmisli o njih in jih vključi v svoje programe. Hvala. Še kakšno vprašanje mogoče za kjerkoli?